Iz celjskega namestitvenega centra v zadnjih dneh odpeljali okrog 600 migrantov. V Stopčah pri Grobelnem imajo dvojni razlog za veselje. Odličen odziv na 20. mednarodni likovni razpis Mihajla Lišanina. 5. poraz šentjurskih košarkarjev v Ligi ABA. Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V Slovenijo je doslej prispelo okrog 73 tisoč beguncev. Avstrija jih je sprejela slabih 48 tisoč. Kar nekaj izmed njih je nekaj časa preživelo tudi v celjskem nastanitvenem centru na Celjskem sejmišču, kamor migrante z avtobusi vozijo po končanem evidentiranju v Dobovcu. V Celju so včeraj zvečer nastanili še okrog 300 migrantov, ki so v Slovenijo vstopili na območju Rigonc. Skupaj z 247 migranti, ki so jih v soboto v Celje prepeljali iz Dobovca, so jih danes dopoldan z avtobusi že odpeljali v Avstrijo. Celjska območna enota Karitasa še naprej za migrante zbira pomoč, ki jo lahko vsi zainteresirani oddate v zbirnem centru v Celjskem mladinskem centru. V Stopčah pri Grobelnem sta občina Šentjur in krajevna skupnost Grobelno namenu predali novo kanalizacijsko omrežje, ki tamkajšnjim prebivalcem omogoča priključitev na centralno čistilno napravo Šentjur. Poleg novega kanalizacijskega omrežja se na Grobelnem lahko pohvalijo tudi z obnovljenim cestnim odsekom. V okviru projekta dograditev kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo Šentjur 3 so zgradili kanalizacijsko infrastrukturo na območju naselja Stopče v krajevni skupnosti Grobelno. Danes smo odpirali predvsem projekt imenovan izgradnja 3. faze kanalizacijskega omrežja. Gre za projekt, ki smo ga dobili sofinanciranega z Evropske unije. Gre za urejevanje aglomeracij v naselju Stopče, kjer se trenutno nahajamo, potem del v Novi vasi in pa del tudi v Pešnici. Gre pa seveda za skupen projekt, katerega cilj je seveda urejanje odvajanja odpadnih in čiščenja seveda odpadnih voda. Poleg tega projekta smo danes otvorili tudi še en projekt, ki je bil na nek način v konceptu krajevne skupnosti, kjer sodelujemo skupaj krajani krajevne skupnosti in pa seveda občina. Gre za ureditev nekategorizirane ceste v dolžini 400 metrov, kjer je pač občina sofinancirala asfaltno podlago, ostale pripravila krajevna skupnost sodelovanje z krajani. Potem pa gre tudi še za nekatere manjše odseke, ki so jih v veliki meri sofinancirali krajani, in pa tudi za še dodatni del izgradnje kanalizacijskega omrežja, kjer smo sodelovali občina in pa krajani, tako da gre, lahko rečem, za kar veliko otvoritev v tem naselju, v naselju Stopče, ki je praktično, kot sami vidite, zelo lepo urejeno. To naselje pa se seveda nahaja v krajevni skupnosti Grobelno in s tem še enkrat dokazujemo, da investiramo praktično vse dele naše površinsko zelo velike občine oziroma največje v Savinjski regiji. Investicija je istočasno obsegala tudi izgradnjo kanalizacije v šentjurskem mestnem predelu Pešnica in v Novi vasi v krajevni skupnosti Šentjur-Rifnik. Na Pešnici in Novi vasi so bile izgrajene tudi cirka 1800 metrov kanalizacijskega omrežja in 217 metrov meteorne kanalizacije. V Novi vasi pa se je v okviru tega projekta izgradil zadrževalni bazen, s katerim bo omogočeno tudi priklapljanje na čistilno napravo v Šentjurju. Skupna vrednost del je znesla 800 tisočakov, razpisno sofinanciranje pa je prineslo skupno skoraj 675 tisoč evrov. Poleg kanalizacije pa se na Stopčah in krajevni skupnosti, ki šteje skoraj 1000 ljudi, veselijo tudi obnove cestne infrastrukture. Cesta, katero smo danes odprli, in kanalizacija je bila kar pereča tema. So vsi krajani veseli, da se je to uredilo. Poleg tega danes praznujemo otvoritev še 2 odsekov, ki smo jih obnovili v sodelovanju z krajani. Tako da se je v kraju Stopče v letošnjem letu večina cest obnovila in imajo urejeno infrastrukturo v veliko boljšem stanju. Likovni umetnik Mihajlo Lišanin je v Muzeju novejše zgodovine Celje pripravil odprtje razstave nagrajenih likovnih del 20. mednarodnega razpisa za mlade likovnike. Na razstavi so podelili priznanja najboljšim mladim avtorjem, ki so v sklopu natečaja ustvarjali na temo
Etno oblačila in plesi mojega naroda. Mihajlo Lišanin je rojen v Srbiji, v mali hribovski vasici Lazac v bližini Kraljeva. Leta 1990 je ustanovil zasebno podjetje Limit Štore, leta 1995 pa je ustanovil revijo Likovni svet in začel tudi z razpisom za likovna dela mladih Slovenije. Že naslednje leto pa sta tako revija kot razpis postala mednarodna. V dosedanjih letih je na razpisu sodelovalo 130 tisoč mladih iz 110 držav, s čimer je Mihajlo Lišanin dosegel, da se razpis danes uvršča med 3 največje v Evropi in med 10 največjih na svetu. Nedavno pa je torej razstavo pripravil tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje. Ja, to je otvoritev razstave 20. jubilejnega mednarodnega razpisa revije Likovni svet iz Celja, ki jo vodim, za mlade do 20 let na temo etno oblačila in plesi mojeg naroda, na katerem je sodelovalo 5500 mladih iz 33 držav. In kaj vse lahko na razstavi vidimo, kakšna je bila letošnja tema, oziroma tema se menja na 5 let, ne? Tema je etno oblačila in plesi mojega naroda, ali folklorni plesi, in je tem posvečena, vsa likovna dela so na to temo, ne, in so razdeljene sicer v 3 starostne skupine, do 10, od 11 do 15 in od 16 do 20 let. Tudi nagrajeni so po teh starostnih skupinah in to je to. Kaj pa tehnike risanja, s katerimi so otroci risali? Tehnike so različne, največ prevladujejo tempere, akvareli, tu in tam kakšna grafika, pa kombinirane tehnike. Ne. Skozi leta se na razpis prijavlja čedalje več otrok, čedalje manj? Ja, zadnja leta se malo pozna ta kriza, ne. So bila tudi leta, ko je bilo po 15 tisoč. Razstava nagrajenih likovnih del mednarodnega razpisa na temo etno oblačila in plesi mojega naroda bo na ogled do 29. novembra letos v Muzeju novejše zgodovine Celje. Košarkarji Tajfuna so v 7. krogu Jadranske lige doživeli 5. poraz. V dvorani Golovec jih je 64-60 premagal Megalex. Šentjurčani, ki jih v sredo čaka začetek tekmovanja v FIBInem evropskem pokalu, so z 2 zmagama zaenkrat na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Košarkarji Tajfuna so v Ligi ABA izgubili 4. zapored. Mlada beograjska ekipa je v polčasu vodila s 33-23. V drugem polčasu je Tajfun močno popravil igro in v 31. minuti povedel s 50-48. Toda lovljenje tekmeca mu je očitno pobralo preveč moči. Jaz mislim, da predvsem v drugem polčasu fantom nimam kaj zameriti. Mislim, da smo po zaostanku 15 pik v bistvu se vrnili nazaj v tekmo, ne samo vrnili, ampak povedali. Potem pa mogoče v tistih trenutkih imeli tudi šanso, da bi še naredili večjo razliko. Takrat enostavno nismo tekme prelomili v svojo korist. Na koncu mislim, da je pač mega zasluženo zmagala, tudi mogoče z malce sreče, ampak tako pač v športu je. Ne moramo spregledati našega prvega polčasa. Mislim, da smo bili res, videlo se je, da smo bili nekaj v krču. Poznalo se nam je to v drugem polčasu, saj smo potrošili veliko energije. Na koncu smo ujeli priključek, ampak na koncu spet neka nezbranost in mega je zasluženo zmagala na koncu. Najboljši strelec v dresu Tajfunda je bil Sandi Čebolar z 20 točkami. Zdaj ritem postaja resnično peklenski. Igralci Tajfuna bodo namreč igrali tako v Jadranski ligi, kot tudi v FIBInem pokalu. Že v tem tednu jih čaka domač obračun z Nürnbergom iz Češke. Nadaljujemo pač nekako zdaj v nekem bolj ritmu, če lahko temu rečem. Zdaj se bo začelo, pač med tednom bomo igrali FIBA pokal, med vikendi ABA ligo. V sredo nam v goste prihaja pač ena izkušena in močna ekipa iz Češke, Nürnberg. Mi pač se bomo normalno pripravili tudi na to tekmo. Mislim, da je sploh ta prvi del sezone za nas zelo pomemben, predvsem iz tega vidika nabiranja izkušenj. Mislim, da se nam je to tudi danes malo poznalo, predvsem v prvem polčasu, ko smo nekako v krču nekako vstopili v igro in nekako
nismo našli nekega svojega ritma oziroma svoje igre. Potem v drugem polčasu, ko smo pa se sprostili, pa mislim, da smo pokazali, da lahko z vsakim enakovredno igramo. In jaz sem tudi fantom povedal zdaj v garderobi, da moramo graditi na tem drugem polčasu. In to je tisto, kar nas lahko v bistvu samo vzdigne in pa pelje naprej. Tako da to je, kar se tiče zdaj naprej, pač na Nürburg smo normalno pripravili, tako na vsako tekmo in probali presenetiti v bistvu verjetno favorite oziroma sigurno favorite naše skupine. Slovenski prvaki, novinci v Ligi ABA, tako ostajajo pri 2 zmagah proti Sutjeski in Krki. Preverimo še vremensko napoved. Jutri bo na Primorskem in v hribih pretežno jasno, drugod se bo zadrževala predvsem nizka oblačnost, ki bo ponekod lahko trajala večino dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija. V sredo bo sprva delno jasno z meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala. Predvsem na zahodu bo popoldne občasno rahlo deževalo. V četrtek bo oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Z vremensko napovedjo tudi danes zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne zamudite naše informativne oddaje znova jutri ob 18:30. Nasvidenje.